bi slajdala levo, desno. Ja, to mi ni zna. Enkrat dejansko je moja frendica imela rojsten dan in seveda valjda to kolegice tiste, ki so samske, pač imajo te različne aplikacije in jaz to pač valjda prvič gledam in meni je to bilo tako zabavno in so za foro, veš, swipale levo, desno. Streka, da lahko jaz to, da vidim, kako to zgleda. In mi je bilo toliko the best, ampak hkrati toliko bizarno, ne bom rekla glupo, ampak A ni mesarsko? mislim, res je ono, a veš, vidiš človeka in rečeš, ne, čekaj, kaj je, levo je ne, ali je desno ne. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo nevrotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec in vabim vas mimogrede, da nas posledite na vseh možnih platformah, na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube, na večer.com. Madonna, posod smo. Lep dan, lep pogovor je pred nami, kaj ne rečem. Ko sem jo prvi slišal, se mi je njen glas zdel nekaj najlepšega, kar sem kadarkoli slišal, mehek, božajoč. In takšna je tudi ona, pravzaprav, čeravno ima neke te koroške ostrine v sebi občasno. Imava eno skupno zgodbo. Bilo je leta 2012, ko ona je bila takrat še najstnica, jaz tudi skoraj. To laži se. Tako je, 10 let čez sicer. No. Sedla sta vsak na svoje letalo in se potem srečala enih dobrih 3000 km na vzhodu, v Azerbajdžanu. In bilo je nepozabno. Ampak ne bomo danes zdaj samo o tem. Eva Boto, nisva v Azerbajdžanu, zrasla si mimogrede. Ne, nisem, samo širino. To mi je znano. Takrat sem bila vsem, 1,80 m še vedno. Še zmeraj. Trajam pred tej višini. Dobro, vsekako nisva stradala, očitno v teh letih. Super nama gre. Super nama gre. Zdaj sem malce brskal po teh in spominih in posnetkih, tudi ne nazadnje na Baku, Tana in Baku. A ti sebe sploh še prepoznaš, ko vidiš to Evo, 16-letno sredi Azerbajdžana, brez nekih življenjskih izkušenj, oni ikebani. Dober si rekel, ikebani. Pa ja, pa ne, no, ne vem. Veš, po eni strani se mi zdi, kot da je bilo včeraj, vse skupaj, da se je včeraj vse začelo, po drugi strani pa res, ko pogledam za nazaj, koliko enih stvari smo dali skozi, A veš, jaz takrat res nisem imela pojma, nisem vedela niti v kaj se spuščam, kako izgleda ta glasbeni svet. Jaz sem bila dobesedno vržena. Začela sem z Evrovizijo na samem vrhu, če tako rečem. Ne, ponavadi glasbeniki, že ustaljeni glasbeniki potem grejo. Ne? Če sploh grejo. A veš, in ko pogledam to malo Evico, jaz sem zelo vesela, da se je to zgodilo in a veš, tista res primarna ljubezen do glasbe. Jaz nisem imela pojma o ničemer, ampak vedela sem pa eno stvar, vedela sem sam, da hočem peti, da hočem biti na odru in to mi je bilo fajn in glej, sem pa vesela, da smo zdaj tu, kjer smo. Ne morem pozabiti, kako si ti pa zapravo takrat kot popolna novinka handlala celo situacijo. Bil je ta veliko tiskovno središče v Bakuju in ti si v bistvu sama speljala, mislim, da 30 intervjujev z novinarji iz vsega sveta, suvereno. Ampak po moje se tega, jaz če bi zdaj to mogla še enkrat se narediti, jaz verjetno ne bi to toliko shendlala, ko sem takrat pri 16. A veš, ko si kar vržen v to, pač tista otroška navihanost in a veš, brezskrbnost, jaz sem sam vedela, meni je to fajn, jaz hočem peti, zavedla sem se, da želim seveda Slovenijo predstaviti v najlepši možni luči, ampak a veš, zdaj bi jaz to bi bilo razmišljanje, to bi bile kar misli ena čez drugo, zdaj bi preveč po mojem bila obremenjena. Zdaj le s to glavo današnjo, ne vem, če bi šlo to tako lahko. Ampak smo eno nenormalno breme, pravzaprav zvalili na ramena ene zelo mlade deklice, ne? Pa ja, pa ne, v bistvu jaz malo sem se vseeno počutila, da sem bila v nekem takem varnem mehurčku vseeno, ne vem zakaj. Kakorkoli, neizkušena sem bila vržena v to, ampak je res, da bi ful stvari zdaj drugačno naredila, pa ne, ampak... Je imela kako rožo manj. Verjetno.
Ne, verjetno ja, pa tudi kako besedo več bi zdaj imela, ne. Ampak glej, je moglo biti tak, se sploh ne obremenjujem in pač sem dala to skozi, vesela sem, da, veš, to neko varnost, vseeno sem pa čutila, nek ta mehurček od mojih tudi doma, veš, ful sem bila prizemljena, veš, ful je bilo to, ko sem prišla domov, glej, Eva, zdaj Eurovizija mimo, zdaj pa šola, zdaj pa treba narediti vse teste, veš, za nazaj. Veš, zelo sem se zavedala svoje neke odgovornosti in glasba seveda ni mogla biti na prvem čist mestu, tudi zdaj je čisto drugače, ne, veš, zdaj imam svojo ekipo, zdaj svojim bendom delam, koncertiramo to, kar sem si v bistvu takrat lahko sam želela, ne. In je uspela, ne? Ja, glej, po 13 letih, po 10 letih v bistvu smo pol začeli tudi delati, res delati. Meni se zdi, da sem, čeprav že 13 leto teče, ne, ampak meni se zdi, da sem, ne vem, zadnja 3 leta, 4, šele aktivna v smislu na terenu, da delam svojo glasbo, da mogoče vem, v katero smer peljati stvari. Veš, da tudi jaz malo vem, kdo sem, kaj želim sploh predati ljudem. Što ti pri 16 letih ni jasno? Kaj imaš pojma? Nimaš nič, ne veš, niti kdo si, še odraščaš. Ampak vse to je del poti in del procesa in je lep proces, ko pogledaš za nas. Ja, zgolj luštene si pri 16, ne? Kaj da? Zgolj kjuz gledaš pri 16. Ja, lej, to je pa tudi vse. A bi dala kak nasvet danes 16-letni Evi? Zdaj, ko že imaš vse to kilometrino, vse to življenje, za vsem, kar spada. Več uživajo v trenutku. Ja. Ful prehitro grejo stvari naprej, zelo hitro se zgodijo in opažam to pri sebi, da si mogoče včasih premalo časa vzamem, da bi se ustavila pa bila hvaležna za to, kar imaš in bila predvsem vesela nekega uspeha. Se mi zdi, da ko je, ne vem, ali izid komada, je že kar razmišljam o projektu naprej in že kar, veš, glava je že kar drugje spet, ne, namesto da pa to po moje smo vsi že malo navajeni tega načina življenja, kar hitenje, neko vsem se nam kar mudi, ne. Nikoli ne vdihneš, ne smeš vdihniti. Ja. A je to malo tega tvojega koroškega karaktera? Ker meni se da Koroščani nikoli niso čisto zares srečni pa zadovoljni z ničem. A res? Res, poznam jih cel kup in zmeraj dajmo še, pa še ni v redu, pa še bi to. Ne vem, jaz pač enostavno, veš, boj na požiralniku. Pa, veš kaj, taki, znamo se boriti, no, veš, če pogledaš tudi svet športa, Tino Maze imamo Skroške, veš, to Janja Garnbret, veš, to smo tekmovalni ljudje, hočemo še. Ja, malo sem po moje, no, malo imam tega duha vseb. Si tekmovalna? Ja. Ja, se mi zdi, da je to, čeprav, ko sem si hotela kar malo zanikati to kdaj, ne, sem bila tako, Eva, ja, si tekmovalna, še zdaj si tekmovalna, ampak v prvi vrsti kar sama sabo tudi, no. A veš, to je najhuj. Ko pol od sebe toliko pričakuješ, da... Pa težko se skregaš, ne? Ma kje, to je najlažje. Skregati sam sabo, da je nekaj. Jaz to počnem na dnevni bazi. A imaš te bitke? Ja, in imamo prav pol, šef benda, pol to mi reče, ko kdaj kaj tudi fora pri meni, da zelo pogosto na glas pol razmišljam in se pogovarjam sama sabo in pa mi reče, a si se pogovorila? Si se pogovorila sama sabo? Ja, prede. A si malo bipolarna, misliš, sta dve Evi? Ma nisto sam dve, jaz mislim, da je tu kar več osebnosti. Ma ne, veš kaj, se mi zdi, da je to čist normalno a veš, ne počutiš se vsak dan isto, ne razmišljaš vsak dan isto in sploh pri nas ženskah je to še toliko bolj, se mi zdi, vse skupaj na potenco. Zdaj, ko se je ego že malo razvil skozi karierne uspehe, a preneseš kak festival, na katerem ne zmagaš? Zato pa več ne hodim, veš kaj? Ne, po MMS več ne grem. Ne, veš kaj. Sicer pa na katere festivale, ne? Ne, vse sem v bistvu zmagala že, veš? Ja. Tega, v bistvu nimam samo Melodij Mure in sonca. Evo, to sem bila druga, pa še to so bili izenačeni s Tatjano takrat na prvem mestu. Ampak se mi zdi, da so ljudje bili takrat bolj jezni, kot jaz. To v bistvu je bilo ful super, ne? Ker so ljudje govorili o tem na koncu, še tisti, ki so bili na morju, pa ki niso gledali, so pol vedeli, zakaj se gre, ne?
In je to bilo v bistvu zelo dober puš tudi zame. In ne vem, v bistvu še bolj, da sem pol bila druga. No. Slovensko popevko si zmagala, suvereno takrat. Ja. Z enim takim komadom, ki meni, evo zdaj pa lahko priznam, ki mi nikoli ni bil všeč. Res. Dan so tu brutalno iskreni. Ja, seveda. Ok, v redu. To si pa privošla. Obožujem tvoj glas, ampak ta pa mi je bil tako menopauzalni. Je bil zrel, veš kaj, zelo, zelo zrel tekst. Jaz tudi mogoče malo poznam zgodbo o zadju, tudi mogoče zakaj je bil napisan, tako naprej. Mene se ful dotaknil takrat. Veš, jaz tudi kljub mladosti, no, bom zdaj rekla, se mi zdi, da sem vedno to neko empatijo imela toliko razvito, da sem se ful lahko postavila v zgodbo nekoga drugega, v to neko tudi bolečino, in to pri interpretaciji se recimo ful poznalo, ker mene je recimo ta komad ful prevzel, pa nisem imela take izkušnje, veš, v življenju, veš, da bi dala neki življenja že skozi, pa bi imela kaj zapovedati, ne. Ampak ja, viš, je pa res, da je meni glih zaradi tega glasba toliko všeč, ker je vsak res toliko doživlja čist drugače. In iskreno, mene ne boli zdaj, ego me ne boli, ker si rekel, da ti ni všeč. To pa sem jaz, ne? Ni to, ne, ker veš, mislim, jaz se zavedam, nisi tudi ne vsakmu všeč in tudi vsak komad ni, a veš. To je normalno, tudi meni moji komadi, recimo v vsakem nekem določenem obdobju mi je kjer bolj pri srcu, ga bolj čutim, ga, ne. Zdaj, odgovor na vprašanje, kaj je to življenje, ne? To je ta iz popevke. Kdo pa ve, ne? Ja, ampak ga pa vedno bolj dobivaš, ne? Z vsakim letom pravzaprav vedno bolj jasno postaja, kaj je to življenje. Se ne vem, če kdaj pridemo od odgovora, ne? Ampak, no, ker zagotovo, če se življenje ne bi zgodilo, ne bi nastal tvoj aktualni komad Ljubezni dajeva krila, a v katerem pa sem se naježil, moram priznati. In res je, to je pa en tak odrasel komad, ne? A veš, spet to je, ne, jaz opažam pri sebi, prej nisem pisala za sebe pesmi, pa tudi, vidiš, če bi zdaj pogledala to 16-letno Evico, ne, takrat na Eurosongu, nje se takrat niti sanjalo ni, da bo pol čez 13 let pa sama sebe enkrat pisala pesmi, a veš. To je, recimo, to je lahko zdaj za nekoga čisto ena taka banalna informacija, ampak zame je to ful velik korak. Zelo neko dozorelo, neko zrelo obdobje zdaj nekako čutim, da, veš, da se nekako počutim, da imam kaj zapovedati. In ja, življenje se zgodi, veš, izkušnje pridobiš, daš marsikaj skozi in pol, jaz sem vesela, da je glasba postala en tak moj ventil, moja na neki način tudi terapija, da lahko vse, kar čutim, dam zdaj tudi iz sebe in to dati pred ljudi, kar pa tudi po eni strani fulenga poguma od tebe, ne? Ja, ki se razgališ, ne? Ja, jaz priznam, da sem recimo pri tej pesmi Ljubezni dajeva krila res sem imela tremo. Ker, a veš, svojega privatnega, svojega nekega zasebnega življenja jaz nikoli nisem zdaj z javnostjo kaj pretirano delila. In pol, ker enkrat napišeš pesem o sebi, o nekem intimnem odnosu, ne? In pa se kar razgališ na nek način svojo dušo, svoje občutke. Ma ni enostavno, ampak po drugi strani, kakor me je bilo strah, je pa toliko bil osvobajajoč občutek. Pa mi je zanimivo to, da sem bila ful zaščitniška do te pesmi, vse do izida, veš, ko se malo počutiš, to je moja zgodba, veš, to je zdaj toliko moje, to je moje toliko intimno, veš, to je, ne. Ampak pol po izidu pa zdaj sem se naježila, začutiš, da je to da je to veliko več kot samo tvoja zgodba. Ker pa ljudje, ki so delili z mano svoje zgodbe, svoje izkušnje. Ko vidiš, koliko ena pesem vpliva na človeka, pa vidiš, da je to veliko več od tega, no, in da je to v bistvu pesem od vseh nas. Ja. A veš, ko vsi gremo v življenju enkrat vsaj skozi te občutke, bom rekla, zdaj vsak v svoji neki situaciji, ampak skozi te občutke, skozi neko tako bolečino, in jaz sem vesela, da sem lahko to bolečino mogoče preusmerila v nekaj toliko lepega v pesem, ne. Ker zgodil se je ta malo nepričakovan moment, ne. Recimo tudi glasbeniki, ki zelo veliko pojejo o ljubezni, ne dajo ravno pogosto sebe v skladbe, ne, svoje zgodbe. Ti si pa dala srce na pladenj, na dlani, ne. To je pesem o tvoji razpadli vezi. Po 9 letih sta šla na razen in nabralo se je očitno veliko vsega.
A si imela kak pomislek, preden si začela pisati, peti, ustvarjati? Ne, ful dolgo sem se spraševala, vsaj po razhodu, ker recimo ta pesem je zdaj nastala v letošnjem letu, skoraj več kot leto pa pol po razhodu. Ne? In mislim, jaz je nisem pisala zdaj z namenom, da zdaj bo nekdo brskal po moji zasebnosti, pa da bom zdaj, veš, ne? Da bo zdaj vse zanimalo, vse podrobnosti, ampak nisem imela nobenih pomislekov, ker ne vem, če se obrnem na to, jaz sem malo zašla. Ful dolgo sem se spraševala po razhodu, zakaj. Veš, jaz sem zelo emotivn človek, zelo izrazen, jaz sem zelo izrazna tudi v muziki, v glasbi in se skozi spraševala, pa dej, zakaj ne morem vseh teh občutkov, kaj imam v sebi, zakaj tega ne morem dati na papir, ne? Kaj je z mano narobe? Ne, veš, si mislim, a sem predelala, nisem predelala, ful enih vprašanj se ti zgodi v glavi, ampak sem opazila to, da morajo stvari neke pač dozoreti, da je moglo preteči tudi nekaj časa, da sem lahko imela kaj zapovedati in ta pesem je v bistvu nastala kot neko pismo. Res, tudi ko sem ga pisala, je to bilo pismo njemu. In da sem napisala vse svoje občutke, mogoče iz tega vidika, da bi me lažje razumel, zakaj sem šla. In ko sem to napisala, tako da se mi je odvalil en kamen srca in sem vedela pač, lej, to je želim deliti z ljudmi, ne? To je en res velik del mene. Ko si to svojo zgodbo, izkušnjo prelila na papir, a je to bil za tebe en tak trenutek, a veš, spoznanja, ker zdaj je pa črno na belem, res se je zgodilo? Ne, jaz mislim, na koncu zgodbe. Da sem vedela, čutila in vedela, da je pač to prava odločitev, sem že vedela takrat, ne. Ampak bi pa mogoče zdaj rekla, da zdaj po tej pesmi, da je pa občutek mirnosti tu prisoten. A veš, da ne vem, res gledam na to z eno tako, tudi on je krasen človek in mu res prvoščim vse najlepše, ne? Ampak gledam na to res z eno tako hvaležnostjo, z enim takim spoštovanjem na celo situacijo in sem ful pomirjena s tem. Ful sem pomirjena s tem. Pospravila si malo za nazaj, ne? Kovčke in predale. Očitno pač, glej, je moglo biti tak, ne? 9 let veze je dolga doba. V tvojem primeru je to tretjina življenja, skoraj, ne? Tudi to je, ne? Ker mogoče začneš odnos v času najstništva, če lahko tako rečem. Sem takrat začela s faksom, ne? Oziroma ravno to je bilo po zaključku srednje šole. A veš, in tudi ti se razvijaš kot človek. Mi se celo življenje se spreminjamo. To je normalno, ne? In ti nisi isti človek pred 9 leti pa zdaj, ne? In seveda, če ne rasteta oziroma če tu se ne razvijata dve osebi skupaj, ne? Če ne gre vse potem v neko smer, se poznajo razlike in pa pač vidiš, a bo uspelo ali pa pač ne bo uspelo, ne? Si razpad veze dojela kot en osebni poraz? Recimo, če se spomnim svojih razpadov, nekaj jih je bilo, ne? Ja. Vedno se imaš morda za močnega človeka ali kakoli, ampak vedno se zdi kot en tak konec sveta, ko se to zgodi. Ne vem, kak je v tvojem primeru. Čeprav mogoče v mojem primeru ni kao zgledalo tako, ne, ker sem jaz šla, veš. Se mi zdi, da je to sploh dost povezano, mogoče drugi, kako razmišljajo, ko to gledajo na to situacijo, ne. Tisti, ki gre, se tretira, da pač manj trpi, ne. Ampak ni, veš, tudi mogoče tako se rekel, jaz sem pač močen, ne. Sem si po eni strani mislila, saj sem močna, pa gremo tega stran, vem, da je prav tek, ne, vem, da je to prav zame. Ampak po drugi strani vidiš, da je bolečina tu in sprejeti to bolečino, to se mi zdi, da je najtežji del. Saj meni osebno je bil to najtežji del, sprejeti jo in se naučiti. Nekje si zelo dober stavek izrekla, da bolečino razumeš, ko dozori. Ja. Meni se je letos to začelo, pač ne, letos sem nekako razumela mogoče vse za nazaj in znala potem to tudi povedati, te svoje občutke in jih dati na papira, veš. Skanalizirati. Ja. Koliko opravičila in slabe vesti je v tej skladbi? No, sej ta občutek krivde, ne. Ta občutek krivde, z njim sem se v bistvu najdlje soočala,
po razhodu, a veš, za sabo v bistvu pustiš krasnega človeka, ne? Krasno osebo in poraja se pol kupenih vprašanj, sprav naredil ali nisi in pol se počutiš krivega in rabiš kar enega časa, da se pobereš iz te norije v glavi, no. Ampak, kaj sem hotela reči? Ne, ampak zdaj sem čisto šla zdaj tole globoko. Ne se mi, da sva na psihoterapiji, pravkar se v bistvu Pisva. zdraviš vse nas pravzaprav, ko govoriš o tem. Ne, kaj? Ne, veš, kaj mi povej, kako si, ko Se to šrezo, ne? Se to šrezo. Vse režemo. Ne, ko se ta svet sesuje, oziroma svet, ostaljen način življenja, ki si ga vajen bil leta in leta, kaj pa narediš? Kako si, veš, vedno en korak je prvi, ne? V nekaj novega, v novo življenje, v ednini. Spet naučiti se sam sabo biti. Ja. No evo, tem sem v bistvu razmišljala, ne. Ko greš stran, pa občutek krivde itak na vrhu, ne, v tvoji glavi in pol, ker nekrat si tudi sam s svojimi mislimi in se moraš tudi na nek način naučiti sam živeti sam sabo in se tudi na novo spoznati na ta način. Ker veš, ti si prej bil navajen nekega ustaljenega ritma, oziroma nekega ritma, neke sinhronosti z nekom, ne. In ja, to je bil kriziv. Pa ja, mislim, vse, kar si omenil, tudi psihoterapijo, ne, meni to ni noben tabu. Jaz se ful rada pogovarjam o teh stvarih in tudi sama sem se s svojo terapeutko to pogovarjala in se pogovarjam. In se mi zdi, da to ni nič takega, da je to ena taka, veš, če te zob boli, tudi greš zobozdravniku, ne. In je fajn, mogoče se kdaj tudi, meni je recimo to najbolj pomagalo, veš, ti se lahko pogovarjaš to s svojimi prijatelji ali pa z družino ali pa kakorkoli, ampak mogoče tudi nekdo, ki z objektivnega vidika gleda na situacijo, ti zna dosti boljš mogoče razložiti ali pa razložiti, da razumeš mogoče malo drugače vse skupaj celo situacijo, da se znaš postaviti iz nekega da gledaš na situacijo z nekega drugega zornega kota, ne. Raven, recimo, ne, je na tej poti samozdravljenja, samospoznavanja celo upisala študij psihoterapije, recimo. Ja, se bi mene tudi to zanimalo. Veš, sej v bistvu sem ful razmišljala po srednji šoli, po gimnaziji, da bi se na psihologijo upisala takrat. Pa nisem. Bi brskala po dušah. Ja, ne, se boljš, da ne, veš kaj. Že itak toliko v glasbi je, toliko tega, itak tudi ko pišem pesmi, tudi ko razmišljam o življenju drugih, ne, recimo tudi o prijateljici sem napisala pesem kot poročno darilo, veš, in tudi o njenem življenju pol razmišljaš in zelo se znam postaviti, tako da boljš, da nisem šla v te vode, ker že itak preveč pol se dogaja. Ti je bila všeč Eva, ki je ostala med 4 zidovi sama? Ja. Ko si jo prvič slišala, prvič videla, ko si slišala samo svoj glas naenkrat, ne? Ja, in to je bil po mojem tudi trenutek, ko sem vedela, da bom okej. Ja. Zato, ker veš, ker meni je bil predvsem ključen moment, pač, da sem šla iz te veze, ker predvsem ta, da sem zgubila en velik del sebe in sem ga želela zopet najti, ne. To je bil tisti največji razlog. In veš, jaz pravim, da kdaj potem ljubezen tudi pomeni, da greš stran, da prideš pol spet bliže k sebi, ne. A je bila tema poroka kdaj na mizi? Ja, je bila. V teh letih se že pogovarjamo o tem, ne? Ja, to sem tudi zelo dobro skrivala. Sem bila tudi že zaročena, ja. Teda, je bilo že tudi to v planu, ampak ne. In mislim, da celo isto leto, ko sem bil jaz zaročen. A res? Ja, slučajno sem slišal. Počasi bo. Pa že preveč veš. Ja, ne. Slačilnici sva. Sej pravim, jaz to zelo gledam na celotno to obdobje. Veš, je moglo to biti, ne. Počasi bova tudi midva zaprla to poglavje, ampak veš, kaj me še zanima? Skladba je hit, oziroma hit v nastajanju, izjemen odziv je tudi na YouTubeu. Ja. Ko napišeš skladbo o svoji bivši vezi, ki je razpadla, ko poješ to skladbo, nikoli nisi sama na odru.
A veš, to je skladba o dveh, ne? Ne? In zdaj, a si nakopala to prekletstvo, da bo on zmeraj nekje zraven v zraku? Ali? Zmeri, mislim, jaz bom nanj vedno gledala, z lepimi očmi gledala nanga, teda jaz nimam s tem težav. Nimam s tem težav, ker on bo vedno del pač mene, del moje preteklosti, del mojega življenja, ne? Ker vseeno to je tudi tretjina, zdajle skoraj 9 let je to vse skuplo, ne? Ampak ne čutim to kot neko breme, zdaj na sebi ga ne čutim, pa tudi ko pojem pesem, veš, do širše jo čutim zdaj na odru, ko jo izvajam, tako sem ti prej rekla, veš, če sem prej čutila, da je to toliko nekaj mojega, zdaj čutim, da je to od vseh nas in res zadoni, pa če res, ko jo odpojem, se mi zdi, da res pustim dušo na odru in da to ljudje čutijo in da se res to tako lepo poveže eno z drugim, da to so res lepi občutki. Res so to lepi občutki, za katere pa živim, ko sem na odru in meni to ni lepšega. No. A si že zagrizla v vso brutalnost in bizarnost sodobnega dating lifea? Ne. Ker moram priznati, da če bi se zdaj moral s tem ukvarjati, po mojem bi pač kar samostavno. Vse te aplikacije. Nisem s tem, pa ne vem, če bom kdaj. Ne vem, veš kaj, jaz sem to srečo, da sem veliko z ljudmi, da tudi spoznavam veliko ljudi okrog sebe, da se mi zdi, da nimam teh težav, da bi zdaj mogla čepeti po aplikacijah, pa zdaj bi slajdala levo, desno. Ja, to mi ni zna. Enkrat dejansko je moja frendica imela rojsten dan in seveda valjda to kolegice tiste, ki so samske, pač imajo te različne aplikacije in jaz to pač valjda prvič gledam in meni je to bilo tako zabavno in so za foro, veš, swipale levo, desno. Straka, da je lahko jaz to, da vidim, kako to zgleda. In mi je bilo toliko the best, ampak hkrati toliko bizarno, ne bom rekla glupo, ampak a ni mesarsko? Mislim, res je ono, a veš, vidiš človeka in rečeš, ne, čekaj, kaj je, levo je ne, ali je desno ne. Ja, in ti včasih vidiš samo torzo, a veš, ti vidiš samo ta del. Jaz sem človek, ki mora začutiti človeka, začutiti energijo, ne vem, to se mora zgoditi, ko ti človeka vidiš, ne vem, ali pa, ne vem, glej, mogoče, ne vem, ali bi mogla biti res, ne bom rekla obupana, no, da bi slajdala. Ja, ne, nič narobe, da ne bo pomote, nimam jaz nič proti, pač vsak na različne načine, se pravim, jaz hvala Bogu, sem vesela, da sem v takem poslu, da sem non-stop res z ljudmi. No. Lahko bi na Tinderju predstavila nogomat, recimo še ena platforma. Ne? Hvala ne. Hvala ne. Itak. Hajle. Čau le. Življenje je sestavljeno iz mnogih ljubezni, ene so intimne, ene so starševske, ene so pa tudi prijateljske ljubezni. Ne? In ti imaš eno zelo veliko prijateljsko ljubezen in tudi spremljamo jo že nekaj časa, zelo se podpirata, zelo zavezniški sta. Za Niko Zorjan. Tvoja druga velika ljubezen, očitno bila si tudi na koncertu. Kakšen je kaj vajen odnos, ker zdi se mi, da je to veriga? A veš, to je pa tisto, veš, prijateljstvo, ko ne rabi se slišati vsak dan, pa ne rabi se videti vsak dan, ampak ker se pa vidiva, pa sliševa, je pa pač rastor, ne? To je pa na to sva ponavadi midve. Midve smo se res spoznali, sva se na oddaji Misija Eurovizija, pač obe dve res čist mladi, neizkušeni, vrženi v ta glasbeni svet. Ampak, vidiš, ko z nekom klikneš, pač klikneš. To je spravim. In midve sva že od takrat postali prijateljci, ona je tudi šla študirati na pedagoško fakulteto, pa še jaz za njo, bile so celo v istem študentskem domu takrat v teh časih in sva se dosti družili. No, ona je bila v prvem štuku, jaz v tretjem. Res smo se družili med sabo. Tudi jaz sem imela veliko socimrov iz tega nadstropja z Prekmurja, teda so me učili tudi prekmurskih besed. Jaz sem džaboko zraščko gejila, ne? Sicer, kaj so me prvo naučili, raj ne bom povedala, ampak pustimo. Običajno, kaj takega nauči. V čigavi sobi je bil največji rastor, tvoj ali njeni?
Po moje sva kar tam. Po moje sva, dosti si podobni v nekih stvareh, ampak jaz se res toliko cenim pri njej to srčnost. Ona je res je fajn, res je fajn ženska in jo res jo obožujem in res jo imam rada. Veš, to je pri nama, ne, res se imamo radi in prvošva druga drugi. To se mi zdi, da manjka pri nas. A veš, ni tu placa, ni tu prostora za neko favšijo, pa a veš, neušljivost. Za fejkanje. Ja, za fejkanje, ja. Kar je pa tega pa res veliko. Si jo zdaj zljubila, še bolj nekaj je doživela, tudi eno svojo zelo viharno obdobje v zadnjih mesecih, vse smo ga vsi spremljali. Ja, seveda. Ne rabimo zdaj izrazito pogrevati, ampak a je zdaj, mislim, preživela, ne? Zelo dobro preživela. Zaživela. A si dala kak nasvet v tem obdobju? Dosti sva se mi da pogovarjala o tem, ogromno. In ona tudi ve, da že od samega štarta sem jaz bila njena velika fenica, da zaživi od znotraj, da se to vidi tudi navzven in se mi zdi, da zdaj, ko sem jo gledala v križankah, ona, pač ti, ko si njo pogledal v oči, to je nje, kar žarele so ji oči in sem tako vesela, da je prišla do te točke v življenju, da je zbrala pogum in da je poslušala sebe in šla čez sebe predvsem. In naredila nekaj, kar ji bo zelo, zelo pomagalo za naprej. Ti si se pravzaprav ena redkih, po mojem, zelo jasno pozicionirala v tem škandalu oziroma v tej zelo zagatni zgodbi. Si to naredila na prvo žogo, brez premisleka, si imela kak zadržek, se veš, so klani, za, proti, čigav si zdaj, ne? Jaz veš, tu nisem gledala zdaj na to, kdo je zdaj na čigavi strani, kdo za koga. Ne, tu se je šlo samo res iz tega, čist iz vidika glasbenice in z vidika njene prijateljice, ko sem gledala na situacijo in nisem imela niti enega pomisleka. In jaz sem ji že rekla, že lep čas nazaj, Nika, zmeri boš imela prva mojo podporo, za karkoli bo. In ko je pač prišlo do te situacije, da se je v javnosti pač pojavilo, kar se je, ne, da so zginili seveda pač posnetki in ne, ko je prišlo do tega, pol je bil čas, da se pač seveda to tudi spregovori o tem. Ne. Mi je pa žal, da prihaja do sovražnega govora in predvsem do teh nekih stvari, ki grejo zelo na nek ta oseben nivo. Tega ne podpiram in tega nikoli ne podpirala. To se mi zdi, da se preveč potem razpase in gre v neko smer, ki v bistvu sploh ni point celotne zgodbe in celotne situacije, kar je tudi v tem primeru se sicer potem zgodilo, ne, nažalost, ampak je pa res, da če pač pogledamo to situacijo, ki je pa imela, pa se mi zdi, da prav, da smo o tem spregovorili. Na spoštljiv odnos, jaz vedno pravim, da kakršnokoli mnenje, če ga že poveš potem na glas, jaz nikoli ne bom žalila nobenega. Mi ne prije na kraj pameti, da bi sploh pisala kak, ne vem, ali komentar ali svojo izjavo, da bi kogarkoli blatla ali tiščala dol na tla, ker ne vem, ni to v meni in ne razumem ljudi, ki lahko to počnejo. Jaz sem pač samo stala za njo in za res bila podpora in opora njej in si res želela, da se stvari spremenijo. Kdo te je najbolj razočaral v tej zgodbi? Razočaral, pa se nima kdo mene razočarati. Kot prijateljico, kot glasbenico, ki se bi lahko zgodilo morda kaj podobnega. Meni mislim, ne da bom rekla zdaj razočarali, ampak me je pa dotaknilo se mogoče ravno to, da so bili mogoče tiho tisti, ki so imeli mogoče tako v ozadju največ zapovedati, ne? A veš pa, tudi one dobila klice od glasbenih kolegov, pa tudi mene so klicali, ja, gled, kaj se dogaja, ja, jaz pa direkt, veš, ja, v redu, zakaj si tiho? Ne? Mislim, časa se bojimo zdaj, spet, ne? In seveda, je zelo kočljiva tema, ampak se premal govori, o tem, o teh stvarih, o tem nekem ozadju, mogoče glasbene industrije, ne?
A veš, in tudi mlajše generacije, ki prihajajo, jaz mislim, da je prav, da imajo neko pogled v to, kaj se dogaja in a veš, ker zelo naivn ti greš v ta svet, se mi zdi, no. Veš, ti nimaš izkušenj, nimaš, veš, tudi jaz se spomnim, ko sem bila takrat 16 let stara, jaz nisem imela pojma, kaj se spuščam, s kom naj sodelujem, a veš, a vsi z vseh strani, Eva, ti bi to mogla, Eva, dej to nared, Eva, ne, veš, tak stil moraš ti delati, ne, brez veze, da to delaš, da veš, to pa zdaj ponavljaš za nekom in si mislim, čak, zdaj, a veš, polno vsega je in mi je pa fajn, no, mogoče sem šla skozi neko težjo pot, da sem se na lastni koži pač učila sproti, s kom ja, s kom ne, kako ne, da sem mogoče zdaj lahko prišla do tega, da tudi sama sebi pišem pesmi, ne. Yeah. Verjetno tudi to pripeljalo do tega, ampak vsak ima tisto svojo zgodbo in tudi nikaj mogla čez trnje, ne. Ampak jaz mislim, da iz te situacije, da je prišla ven močnejša in srečnejša in da bo zdaj res lahko zaživela v svoji. Se danes pozdravljaš z vsemi glasbenimi knjigi? Jaz nimam z nobenim konflikta, nimam koga grdo gledati. Zakaj? Mislim, nimam razloga. Nimam razloga in tudi na nobenega, mislim, vsak se itak sveda odloča zase, kaj bo povedal, kaj bo delil, kako se bo obnašal. Jaz imam do vseh nek tak spoštljiv odnos. Ne da se mi fejkat. Jaz če bom, veš, s tabo oči na oči, ne, pač, kaj naj ti fejkam, pač jaz bom zelo odkrita, jaz sem zelo odkrita oseba, zelo iskrena in nimam problema s tem. Se kot glasbenica počutiš svobodno, lahko počneš, ne vem, najbrž nisi v klanih in podobnega, ne, lahko ustvarjaš res točno takšno glasbo, kot jo želiš, ali ne vem, še zmeraj je tukaj publika, ne, ki je potrebno ugajati do neke mere. Koliko si svobodna umetnica? Jaz se počutim svobodno, ne čutim tega pritiska, zdaj pa, če bi čutila ta pritisk, bi potem verjetno ustvarjala drugačno glasbo, v smislu verjetno neki trendovskega, mislim, ne trendovskega, to sem se narobe izrazila, ampak veš, vedno gledam na to, da sem jaz lahko jaz, a hkrati pa seveda, da publiki dam nekaj, kar bodo radi slišali. To neko kombinacijo, to nekako jaz kombiniram in to se mi zdi, da je kar svobodno, no. Ne čutim pritiska, da sem zdaj omejena. Ne vem. A veš, da se bliža 1. december? No, ja, 30. Ja, veš, ne gre mi v glavo, da bo Eva Boto, mala Eva. Premeliko, da še nimam gub. Ja, sem zelo napeta si za ta res zelo zrela leta. Moram pa pohvaliti gene, prosim, moja mamica. Res tudi ima, res ful malo gub. Ej, a imaš kako to... 30, jaz sem imel ful paniko, ko sem bil 30 in bil sem tudi zdaj že vmes 40, mimo grede, toliko o mojem najstništvu, ne. Zato, ker se mi zdi, da ne vem, ali, pa to bo zdaj zvenelo res bedast, ali res izpolnjujem vse, kar bi moral v teh letih izpolnjevati. Moj bog, to je isto, kot da bi zdaj poslušala svojo najboljšo prijateljico. Isto. A veš, zakaj smo toliko po teh regelcih? Zakaj mora biti vse po regelcih? Mislim, v bistvu nisem po regelcih, ampak vseeno, veš, ne to, ampak družba, govorite neka pričakovanja in jaz res... Nimaš nič tega? Ne. Nimaš tete, ki te sprašuje, zakaj nimaš otroka, ne vem? Ej, mene res ne sprašujejo, pač jaz ne vem, ne vem, jaz imam že frendice, pač ful je dober sicer, ko grem s svojimi frendicami, vem, Martina, Tamara, nekaj se dobimo na kavi oziroma gremo na večerjo, se podružimo, ne, to enkrat na to, ker že imata valjda svoje otroke, ne. In pač to je tako dober, to je pogovora, ko sta ravno načrtvala poroko, o poroki, ona dva sta gradila bajto, glih, kar je, takrat je bila noseča in super. Jaz pa
Ja, moj Laki je pa spal z mano do 10 zjutraj več. Ja, izdala bom svoj komad. Živjo. Ne, veš, ne čutim še tega pritiska. Sem vesela, da ne. Se mi zdi, da sem vedno štrlela ven. Veš, to je meni tako zanimivo, da že od nekdaj, da kar... A veš, smo vsi pol kar neki štrlim jaz tu ven, ne vem, še tako po višini štrlim, ne, zakaj ne bi še, ne vem, ne čutim še tega pritiska, no, da bi zdaj pa, veš, zdaj bi pa mogla že biti poročena, pa sej lepo, jaz mislim, da vse pride v svojem času in ne vem, nisem obremenjena, 130, ko nisem obremenjena, ne vem, se mi da zdaj najlepši cajt prihaja in jaz ga hočem izkoristiti in izkusiti vso to, ves ta čar. Čaga bo? Gauda bo? To edino, veš, to pa jaz ni, veš kaj, tek ti bom rekla, jaz sem tak zelo poseben človek in tudi s posebnimi ljudmi se družim, ne? Očitno. Ja. In jaz vem, da imam zelo pod narekovaji nore prijateljce in znance in svojo sestro. Vem, da ne bom lahko šla skozi ta 1. december, to tega se zavedam, v redu, ampak po drugi strani pa jaz nikoli nisem praznovala svojega rojstnega dneva. A ne vem, a sem čudna, ampak pa... Tudi jaz ne. Zelo redko. Ljudje, moji dragi, jaz sem decembra rojstna, jaz sem takrat največ špilov in največ koncertov, puste me primeru. Takrat se denar dela, ne? A januarja, pač kdo praznuje januarja, pač to je najbolj depresiven mesec, pač ne moreš delati januarja, gaude, a me zastopiš. A poleti, pol je pa že pol leta mimo in si pač tek, ja, zdaj sem pa že na poti k drugemu rojstnemu dnevu. Ja, pol je že brez veze, ja. Teda ne vem, svoje 18-ke nisem nikoli, mogoče pa 30, ko zdaj bom, ne vem. Problem je ta, da jaz res nisem organizator, jaz res nisem, a veš, človek, ki bo organiziral stvari. Tudi za potovanja, jaz sem ona, ki se preklopi zraven. Ni vagon. Najboljša prijateljica, pač z Izo dost greva, potujeva skupaj, ne. Ona vse splanira, jaz pa pač sem tista, ki spakira 1 uro, 2 uri preden, da greva in potem sledim. To je Iza, s katero sta bili skupaj v Mostarju, mislim, da? Ja, tudi, ja. Ja, se spomnim letošnjih fotografij. Ker smo izvedeli, da si Hercegovka, delno po krvi. Kaj delno, cela. Cela. Jaz mislim, da sem zrasla na grumpih in koroškem kruhu. Vsi sem. Sveda, vala, se rojena sem tu, ne, in Korošica po duši, ampak z balkansko krvjo, ne. To je nevarna mi. To je ta temperament potem pride. Veš, tu pridejo ven te osebnosti, to druge od Eve Poto, ne. Dobre kombinacije. Ja, se mi zdi, da kar. Kakšna si želiš, da bi bila Eva pri 40? Wow, kjer vprašanje. Joj. Ma najjača, joj. Pri 40 bom badass. Nimam pojma. Želim si biti fit, pa res srečna in vesela in v družbi ta pravih ljudi. Ma to, vse male stvari, še drobne stvari me osrečujejo v življenju in če bom lahko počela vse to, kar zdaj počnem in da bom obkrožena s ta pravimi ljudmi, jaz mislim, da mi ne očist nič falilo. Čist iskreno in mi je fajn. In se mi zdi, da sploh tu v teh letih spoznaš, mislim, da kdo so tisti ta pravi ljudje okrog tebe, s kom želiš delati, s kom želiš biti obkrožen. Ker ponavadi pravijo, ne, da si tisto, če pogledaš človeka, oziroma če pogledaš ljudi, prijatelje okrog tebe, da pol veš tudi, kak človek si ti. Ja, ne vem. A še moramo mi dva kaj glasbenega napovedati, da se bo zdaj še kaj dogajalo, razen 100 špilov decembra in morebitne gaude ali tudi ne? Kaj pa ne rečem? Veselim se tudi dopusta pol januarja. Torej, še kak božični komad nov prihaja ali kaj takega, letos ne? Jaz tega ne razumem, zakaj me to ljudi sprašuje, a ni dosta eden, ker vsako leto se mi zdi, da ga na novo izdam.
Ker res vsako leto doseže nek ta svoj moment, dobi in se mi zdi, da vsako leto bolj raste. A veš, se počutim, da res vsako leto izdam za Božič kot otrok. Ne rabim nič kaj drugega več. Se Alfi tudi ni vsako leto ne posname novega silvestrskega ponudba, ne? No, vse to naj ostane večen. In predvsem si želim, da bi bilo čim več kreative. Sploh letošnje leto je bilo najbolj kreativno leto do zdaj. In tudi seveda najbolj uspešno, tudi kar se tiče koncertov, in si želim sam, da to še raste in da se širi tudi krog ljudi in da se res vidimo na koncertih, ker mogoče res to se kliče izkočuje, ampak to je najlepši občutek, ko priješ na oder in pol ljudje poje tvoje pesmi in so povezani s tabo. Jaz zato živim in zato to delam, čisto iskreno povedano. Višnji, da se kriježim, ne, Ja. ki poslušam. Ja. Čisto za konec, ker smo namreč že tam, Madonca je to. Prehitro. Da sem sploh kaj pametnega povedala. Imamo nepriljubljeno vprašanje, Joj. popolnoma nesmiselno, ki ga postavimo čisto vsakemu gostu, ki je kadarkoli sedel na tvojem stolu, pa ne vemo zakaj, ampak Eva, koga si nikoli in nikdar ne bi želela srečati v slačilnici? Mi moramo to spremeniti. Zakaj? Ne. Nekdo je enkrat rekel pedofil in na tej točki se je malo sesulo vse skupaj. Joj. Mislim, pa res Ker je. si ne bi želel. Ja. Največ jih imam v glavi, zdaj koga bi si želela. Veš, zdaj bi imela na stolu tule Adele, ki bi bilo tako dobro. Se skoraj omaš, ampak pred Ozempiko. No, pa no, koliko si krut, no. Koliko si krut. Pač res si krut, no. Fokusiraj se na vprašanje. Ne, pač res. To bi bilo, kako bi to bilo zabavno. To bi bilo Ne, dobro. tako zabavno. Ne? Pa to, ki je iskrena. Meni je to tako dobro, ker sem bila na njenem koncertu in ona, ker veš, res je tukaj dobro pozabi tekst, ne še enkrat začetka. In pa si mislim, veš kaj, če pa Adele to lahko reče, ker meni se to večkrat zgodi in točno tako reagiram in si mislim, pol jaz tudi lahko. Ne vem, koga pa ne bi, joj. Res, niti na pamet mi noben ne pride zdaj, no. Ne delajo mi možgani. Ostaniva pri tem. Ja. Eva, to zdaj pa je bilo šarmantno, ne? Res. Ej, Je bilo fajn. hvala za vso tvojo iskrenost, za vso tvojo glasbo, za vso to svojo Hvala. srčnost in srce, ki ga nosiš na dlani in vsem, in kot sem rekel, vse nas malce zdraviš tudi Ja. za svojo psihoterapijo, ne? Z glasbo, ne sama glasba je res taka zdravilna je in, a veš, to je res je lepo, čeprav se kdaj tudi zjokam zraven, ker mi ljudje pišejo svoje zgodbe pa svoje izkušnje, ampak koliko to pomaga. Res pomaga, glasba res pomaga in sem vesela, da je tu in sem vesela, da je to moj del življenja, da lahko to delim z ljudmi. Ko pa boš na Tinderju, pa povej, kam bomo naredili ful dobre članek. Prosim, ne. Ne bo se zgodilo, oprostite. Živijo. Pa ti želim... Razlog, če boš fake profil naredil. Adel Živčec. Eva, najlepša hvala. Hvala tebi. Hvala tudi vam, da imate v življenju toliko časa, da spremljate slačilnico, ful cenimo. Torej, spremljate nas na vseh platformah, se smo jih že našteli. Ne? Krasno je bilo z vami tudi tokrat in se vidimo v naslednji. Nima glede, ne, se veste, kar se zgodi v slačilnici, Ne ne ostane v slačilnici. Pa.